V epski Avstraliji letno najde dom in službo več kot 100 Slovencev. Trgovinska izmenjava med državama se je v zadnjih 2 letih povečala za 70%. Tisto področje, ki pa najbolj raste, pa high-tech področje, visoka tehnologija, poleg teh standardnih proizvodov, ki so prehrambeni, avtoprikolice in podobne stvari. Zaradi naše ugodne geografske lege Slovenija leži med Nemčijo in Turčijo, bi lahko veliko iztržili, če bi le izboljšali logistiko. To seveda predvsem po eni strani pomeni dvig kvalitete in pa razširitev zmogljivosti Luke Koper, potem transportnih poti po kopnem. Tudi odmevne dogodke, kot je bilo Evropsko prvenstvo v košarki, bi lahko bolje izkoristili. Zanimanje Francije po zmagi njihovega moštva na Eurobasketu se je povečalo. Lahko bi rekli, da je bilo leto 2013 leto Francije v Sloveniji ali Slovenije v Franciji. Francija je tradicionalno 3. ali 4. gospodarska partnerica Slovenije. Slovenija vsekakor potrebuje hitro finančno injekcijo. V letošnjem letu moramo doseči gospodarsko rast, moramo začeti ustvarjati nova delovna mesta, vemo pa, da kapital je zunaj, investitorji so tudi zunaj, njih je treba privabiti sem v Slovenijo. A to je težko izpeljati čez noč, potrebujemo vsaj načrt in pogum. Jaz pogrešam en podjetniški pogum. Tradicionalno je slovenski domet 500-600 km in v okolju, v katerem smo domači, v katerem se dobro počutimo. In tukaj so še neodločni domači politiki, ki znajo iz rok, povedo veleposlaniki, prevečkrat spustiti prave in donosne priložnosti.